Zakaj smo danes tukaj? Po moje je skrajni čas, da se državljani pričnejo zavedati, da naš sistem ni najboljši. Izhaja iz enega prejšnjega sistema, ki tudi ni bil najboljši. In da postanemo boljši, rabimo biti aktivni. Aktivni pri vprašanjih pravosodja, kot je ta odmevna zgodba pripora, kot tudi pri vprašanjih volitev. To se pravi, ali se sliši glas navadnih ljudi, kam želijo iti naprej, ali pa smo manipulirani, ali smo žrtev nekih zlorab pravil. Mi v odboru za demokracijo enakih možnosti smo zelo jasno obsodili državno-zborsko prakso posojanja glasov. To se pravi, ljudje, ki so nekomu zaupali, so neki posredniki se med sabo kar zmenili, da sedaj ima pa nekdo drug mandat za nastop na volitvah. Recimo, to je bilo pri stranki Alenki Bratušek in pri stranki Dobri državi. To je absolutno nedemokratično. Nima izvora v volji ljudstva, izvora oblasti. To se pravi, to se v demokratičnih družbah ne bi dogajalo. Tudi to, da na pravosodnem področju, da se oglašajo politiki, jaz razumem, da se oglašajo politiki, se vedno oglašajo. Razumem tudi, da jih skrbi, če nekdo objavi videoposnetek z namenom očitno provokacije, da se začne pogovarjati o tem, o tej diskriminaciji na volilnem področju, ki je rak rana naše družbe. Ne moremo živeti v svobodni družbi, pošteni, demokratični družbi, če teh vprašanj oblastniki nočejo reševati. Mi smo vložili kot odbor za demokracijo enakih možnosti vse pravne poti. Mislim, da se je pridružil tudi gospod Šiško pri nekaterih. In vse do ustavnega sodišča te uradne inštitucije resno teh zadev niso obravnavale, pa so najbolj resne zadeve za celotno prihodnost te družbe. Za celotno prihodnost te družbe bi se morali vprašati tudi, kje je odbor 2014. Ali se je ta odbor zavedal vseh problematik pravosodnega sistema, ali pa je bil samo namen izpustitve Janeza Janše takrat. Tak odbor bi moral stalno delovati. In jaz sem prišel danes tukaj pogledati, ali so tukaj izbrani ljudje, ki se zavedajo teh problemov, ki jih je prinesel malo prejšnji sistem, malo sama kultura naša, ki dopušča zlorabe. Ljudje so raje tiho, raje so v svojih domovih, med štirimi stenami, kot da bi se upali spregovoriti o tem, da je to problem, da se bojijo za svoje sinove, hčerke, mame, očetje. Kdor spregovori, je še huje obravnavan kot v prejšnjem sistemu. Prejšnji sistem je transparentno rekel, ti si naredil verbalni delikt, sedaj se pa uporabljajo vse možne prikrite metode označevanja, kdo je sovražnik in na kakšen način bojo ugotovili, kakšne zakone naj bi kršil. In to se sedaj tukaj v ozadju dogaja. In jaz menim, da je skrajni čas, da se to s tem preneha, da oblastniki resno jemljajo ustavnost, da začnemo resno jemati tudi ustavo samo. To se pravi, ustava ni stvar, ki bi jo razlagalo 2, 3, 4 ljudje v naši ureditvi, to se pravi ustavni pravniki, ampak zadeva vsakega izmed nas. To je vprašanje, v kakšni družbi želimo živeti. Ali smo zadovoljni s tem stanjem, ki ga gledamo vsak dan? Kaj bi spremenili? Kako lahko sam vplivam na to, da bojo moji otroci bolje živeli, pa moj sosed, pa tudi tisti, ko je na drugi strani politično. Jaz nimam nič proti njim. Medtem ko druga stran ravna nepošteno. In samo to je glavno sporočilo, ki ga jaz vidim v vsem tej zgodbi. To je, da prikaže, da ena stran skuša igrati po pravilih, pošteno, druga stran
uporablja nepoštene metode in zato ne odgovarja. Ali je to, preko družba, v kateri želimo živeti? Ali bo ta družba napredovala miselno? Ali bo postala kot družba v Grčiji, kjer so lahko ljudje filozofirali, kjer so lahko razmišljali? Ali lahko pripelje taka družba do napredka ali pa samo do stagnacije? Jaz mislim, da to, da se recimo ustvarjajo obrambni sistemi mimo države, pa verjetno se bojo tudi politični sistemi, pa še kakšni drugi sistemi mimo države, to samo kaže, da oblastniki ne odgovarjajo na vprašanja, ki so izziv sodobnega časa. Se vam zdi, glede na to, da ste pravnik, da gre tudi v tem primeru za zlorabo oblasti oziroma zlorabo kazenskega prava za obračun s političnim nasprotnikom? Da, jaz nisem imel še vpogleda v celoten spis. Kar vem o zadevi, sem izvedel iz javnih medijev in jaz ne vidim, da bi javni mediji prikazali, da je prišlo do neposredne grožnje zoper telo ali življenje kogarkoli izmed najvišjih predstavnikov te države. Prišlo je do nekih manifestacij, podobna kot je bila današnja, ali smo tudi danes vsi prisotni rušili ustavni red. Mislim, takih hudih očitkov ni deležen nihče v današnjem svetu oziroma v sodobni politiki Republike Slovenije, pa se gre za to, da smo sprejeli arbitražno razsodbo, recimo, ki je druga stran ne sprejema. To se pravi, mi se prostovoljno odrekamo recimo ozemlju, ki je po ustavni ureditvi enotno, nedeljivo in tako naprej. Nihče se v družbi ne vpraša, ali je to tudi rušitev ustavnega reda, ali je ljudstvo na to s čimerkoli pristalo, z referendumi. Referendumov nismo imeli ne pri sprejemanju ustave, ne pri njenih popravkih v naslednjih letih. Tako da, recimo, razumevanje demokracije je izrazito površno v današnjem politiki in jaz menim, da taki zbori oziroma taki dogodki, kot so tukaj, poženajo kri po žilah vsakega državljana in se začne razmišljati, v kakšni družbi resnično živimo. Ali smo pripravljeni to sprejeti? Če so politiki pripravljeni marsikaj sprejeti za svoje privilegije, ali smo mi pripravljeni sprejeti to, da bomo tako živeli tudi naprej? Ali pa imamo na razpolago boljše sredstvo? In eno izmed teh je poskušal sicer mogoče nesrečno prikazati Šiško na varnostnem področju, ma so tudi recimo težnje k neposredni demokraciji na političnem področju. To pomeni, da ima vsak človek aktivno vlogo, njegova volja je pomembna, tako kot sklepa pogodbe v civilnih razmerjih, vsakdanje, tako mora imeti vlogo v javnih zadevah, to se pravi v sferi, ki se tiče skupnosti. Tega do sedaj ni bilo dovolj razvito, to se pravi, ne obstaja en občutek, da pri vsaki odločitvi, ki vpliva na neko skupino ljudi, tista skupina ljudi mora imeti nek glas. In če nima tega glasu, pride do zlorab moči, zlorab pravil in to je problematično. Vi vedno poudarjate, da naj bi bili ljudje aktivni državljani te družbe, pa vas sprašujem, ali ni tudi vloga šole, medijev in politike se pravi naloga spodbujati, da bi bili državljani aktivni? Se strinjam, se popolnoma strinjam. Jaz menim, da obstajajo zelo dobri vzgajatelji in izobraževalci, ki vzgajajo take ljudi v določenem obsegu. V določenem obsegu so preveč nekateri konformirani in to tudi podajajo naprej. Jaz sem imel recimo tudi take učitelje, kjer so vzgajali človeka z velikim č-jem. To se pravi ne fah idiote, to je nekaj najbolj osovraženega na pravni fakulteti, recimo, da ljudje ugotovijo, da skozi ta izobraževalni sistem pridejo ljudje s plašnicami na očeh.
To se pravi, oni vidijo neke predalčke, to sem se naučil tako, to terminologijo znam, samega gozda ne vidijo. To se pravi, manjka vseh drugih pogledov, ki naredijo človeka širokega. To se pravi, recimo kot pravnik, moraš biti vpleten tudi danes, tukaj, tudi na vseh področjih družbenega življenja, da razumeš, da ti ljudje zaupajo, da sistem deluje na podlagi zaupanja. In v ta sistem pa ima vse manj podpore, kar se vidi z vse manjšo udeležbo. Ljudje ne zaupajo tistim, ki se prikazujejo kot voditelji in ne vidijo izhoda. In mi moramo to nekako spremeniti, se reorganizirati. Mogoče ni vse, kar nam je bilo dano, ko smo se rodili, ko smo bili, ko smo odraščali, najboljše. Mogoče se da ustvariti, najti boljše rešitve. In zato smo danes tukaj.